Pozdravljeni v Ave kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas pripravili cigansko pečenko. In sicer pripravili bomo iz lakskareja svinjskega. Za prilogo zraven bomo ponudili proseno kašo. In sicer to proseno kašo bomo danes naredili na en malo drugačen način. In sicer jo bomo naredili tako kot pražen krompir. Se pravi, zabelili bomo z ocvirki, z mastjo in pa s čebulo. Tako da, kaj bomo ta prvo naredili? Ta prvo bomo dali kuhati proseno kašo. Mi bomo vzeli kar tole instant kašo, se bo hitreje skuhala. Voda nam je že zavrela, smo jo usolili, malo bomo okus obogatili z maslom. Bomo takole pokrili, pustili približno 10 do 15 minut, da se bo lepo počasi kuhala. V tem času bomo pripravili meso. Se pravi, ker imamo meso s kostjo, bomo mi ga vzeli ven iz kosti. Kuharski izraz pravi, da ga bomo auslezva, drugače pravilno se reče, da se ga izkoščiči. Česen. Kaj bomo naredili z njem? Tole ga bomo lupili. Vrh česna bomo takole odrezali, ali bomo soli, kanček oljčnega olja, takole ga bomo zavili in ga bomo dali peči v pečico za približno 20 minut. V tem času bo ta česen ratal tak nežen kot pire in ne bo več imel okusa, imel bo vonj po česnu, ne bo pa več smrdel v ustih. Tako da primeren je za vse, ki boste šli popoldne recimo na kakšen zmejk ali kakorkoli, to bo v redu. Takole damo na 180 stopinj za približno 15 minut. Namig, ko boste v trgovini kupovali meso, kare pomeni, da je ta kos mesa skupaj s kostjo. Se pravi, po domač povedano kotlet. Če ga damo pa ven iz kosti, da dobimo samo svinjsko ribo, se pravi takole, takole. Ta kos mesa je pa samo lakskare, se pravi file. In mi bomo pri tem receptu uporabili file. Takole, tele fileje smo zrezali, tole jih bomo samo malo posolili, ne bomo jih nič tolkali. Takole, fajn. Takole, zdaj bomo še poper. Fajn z obeh strani. Da bo fajn mariniran, tudi okusen. Takole. Zdaj pa glavna stvar, česen. Ga bomo trli, takole. Nasekljamo česen. In ga takole. Utremo v stejke, lahko jih narežete tudi na palčke. V tem primeru je bolj recimo, če date pečenko peči v pečico. Mi bomo v pekelju na žaru, bomo samo takole naredili. Potem se bomo pa z česnom, ki smo ga dali pa peči v pečico, pomagali, bomo iz njega naredili pa kremo, s katerim bomo na koncu to premazali, da bo res dobil okus po česnu. Prosena kaša je gotova, smo jo že odcedili. Tako da smo jo pustili lepo na toplo, smo jo samo toliko premešali, da se ne bo sprijela. V tem času, ko bomo pekali stejke, bomo pa razrezali čebulo, jo bomo prepražali na svinjski masti, dodali bomo ocvirke in potem bomo že začeli počasi servirati. Zraven bomo ponudili pa regradovo solato in sicer ponudili bomo pa z staranim vinskim kisom in pa z bučnim oljem. Porabili bomo čist malenkost oljčnega olja, kar je eno fajn žlico masti, ker prosena kaša je suha zadeva. Mi hočemo, da je malo bolj sočno. Morate biti pozorni, da je polnica resnično topla, vroča, ker če ni, začne meso pušati tekočino in se prehitro izsuši. Česen je gotov. Taman. Takole izgleda česen po približno 20 minutah. Zakaj smo mu vrh odrezali? Dajte. Takole. Rata super krema iz česna. Bomo dodali še oljčnega olja. Takole bomo premešali. Preverimo. Cvrči. Če cvrči, pomeni, da je v redu. Ker je pa svež česen,
Moramo biti pa malo bolj pazljivi, da ga ne zažgemo preveč, ker vemo, kaj se zgodi, če je česen zažgan. Gniti začne, a ne? Tole bomo dali zdaj na stran. Takole bomo upekli, potem bomo pa pokrili in pa dušili približno 10 minut. Moramo pa biti previdni, no, da ne bomo žgali česna. Takole čebulo smo prepražili, zdaj bomo dodali pa še ocvirke. Ne bomo dali prav tistih največjih, te večje bomo raje sami pojedli. Bomo dali ta male noter. Moramo pa paziti, ker so ocvirki že prepraženi, da jih ne bomo preveč žgali. Takole pečenko smo pokrili z folijo, zato da se zdaj lepo poduši. Evo, takole pokrili. Pustili še lepo 10 minut. V tem času se bo lepo tole popražili. Gotovo se mi je vprašal vprašanje, zakaj smo tole pokrili s folijo, ne s pokrovko. Namreč zadeva je zelo preprosta. Če bi tole ponvico pokrili s pokrovko, meso ne bi več dušili, ampak bi se začel prav hitro kuhati. S tem, ko smo ga mi pokrili s folijo, smo mi dosegli, da se meso še vedno duši, hkrati se pa še vedno peče. Vidite, da del vlage odpareva ven, če bi bil pokrit s pokrovko, bi vsa vlaga ostala noter in bi imeli meso v omaki. Takole mi tega nismo hoteli, smo ga lepo popekli. Evo. Takole. Meso je pečeno, takole bomo tole servirali. Lepo na tole bomo dali meso, kašo in pa regrat. Smo rekli, regrat bomo naredili z bučnim oljem in pa kisom. Staren kis. Malenkost popra. Takole. Takole. Pomagali si bomo s tole skodelico. Dobili tako piramido. Takole. Takole, da bomo dali malo več ocvirkov. Eventualno jih boste lahko tudi pojedli skupaj z regratom. Jasno, ne bomo pozabili tele naše odlične kreme iz česna, ki smo jih naredili prav za ta namen. Kaj tukaj paše? Jasno, kozarec vina in mi vam bomo postregli z Marofovim Sauvignonom. Takole. Naša ciganska pečenka s prilogo iz posebne kaše in ocvirkov in z regradom je gotova. Dober tek želim.